Takole bodo najbrž v nedeljo zjutraj videti vse mačke, saj bomo prestavili uro in bo noč krajša. Ob 2 ponoči bomo namreč kazalce premaknili na 3. uro. Digitalne pa se na srečo uskladijo kar same. A ker so ure v naših pa tudi v mačjih organizmih malo drugačne, je za nas sprememba ritma tudi izziv. Zato so zadnji mesec med Ramadanom na TikToku veliko pozornosti pritegnile mucke v muslimanskih družinah, ki so se radovedno zbujale takrat, ko so se njihove družine pripravljale na sahur. Iftar je obrok, ki ga muslimani, to je verujoči v Allaha, v 9. mesecu po muslimanskem koledarju zaužijejo po sončnem zahodu, sahur pa zajtrk pred sončnim vzhodom. Ker so mucke radovedni živali, lahko na TikToku spremljamo posnetke, kako se zbujajo skupaj s svojimi ljudmi, pripadniki islama. V tem mesecu se od sončnega vzhoda do sončnega zahoda muslimani pustijo, torej ne jedo in ne pijejo niti vode. Obenem pa opravljajo ramadansko nočno molitev, tudi bolj dejavni so po noči. Post in sveti mesec Ramadan, ki letos traja 29 dni, se bo v nedeljo končal s praznikom Malim Bajramom. Ta bo trajal 3 dni. Ta je za vse muslimane zelo pomemben, ponazarja namreč ne le zmago nad zadovoljevanjem lastnih potreb, temveč tudi nad človeškimi slabostmi. Nekaj dni pred Bajramom muslimani temeljito očistijo in uredijo bivališča, kar je v skladu z osnovnim islamskim načelom, čistoča je pol vere. Seveda je to za tiste vernike, ki živijo na vojnih območjih, kot je Gaza, veliko težje. Na dan Bajrama se verniki udeležijo jutranje molitve, v skladu z možnostmi pripravijo bajramsko kosilo, pri katerem se zberejo vsi družinski člani in sorodniki. Nepogrešljiv del bajramskega praznovanja so Bajram luki, priložnostna darila za starše, sorodnike in otroke, ki uživajo v zabavi in praznovanju. Skratka, z ramadanskim Bajramom, ki traja 3 dni, se v nedeljo končuje sveti mesec za muslimane, pripadnike drugega največjega verstva na svetu.